Thomas Munita je neodvisni dokumentarni fotograf iz Čila. Dolga leta je delal za New York Times, prejel 4 prestižne nagrade World Press Photo, bil je tudi fotograf leta v Latinski Ameriki. Izjemen reporter torej, ki pa se je v medijih znašel nenadejano. Študiral sem fotografijo, pri časopisu pa sem opravljal prakso, ne da bi kadarkoli načrtoval, da bom postal dokumentarni fotograf. Hitro ga je prevzel ritem nenehnega dogajanja, novih obrazov in zgodb, življenja v gibanju. Je priča zgodovine. Absolutely, yeah. I'm so lucky to be able to be in so many important moments of our time. Pri svojem delu je doživel marsikaj. Bil je tudi v Afganistanu, Pakistanu, Siriji, Bangladešu. Priča je bil prelomnim dogodkom. Nekatere zgodbe so občutljive. When Fidel died, ko je umrl Fidel, sem se odpravil na Kubo. Mislim, da ne bi smel govoriti o tem. Načrtujem, da bi se spet odpravil tja in ne bi bilo dobro. Njegova odlika, poleg ostalih, je vztrajnost. Sem zelo trmast in rad slišim, ko mi rečejo ne. Še posebej, ko mi to predstavlja oviro pri spremljanju pomembne zgodbe. Če kaj moram videti, bom nedvomno našel način, da se bom prebil do pravih lokacij. Iznajdljivost je nadvse pomembna vrlina, pravi Thomas Munita. Ne smeš se zadovoljiti z zavrnitvijo. Vztrajati moraš, da prideš do zgodbe, do fotografije. Na cilj je treba priti tudi po ovinkih, v prenesenem in dobesednem pomenu. Včasih moraš preplezati ograjo, drugič spet voziti hitro ali pa se skriti, da te ne vidijo. Včasih je pomembno, kateri avtomobil izbereš za vožnjo po določenih državah. Ponekod je dobro izbrati avto, ki ni vpadljiv, ki ne vzbuja sumov. Premisliti moraš številne podrobnosti. Malenkosti so pomembne, da prideš, kamor moraš. Ženejo ga zgodbe, ki morajo biti povedane. Prej pa je veliko dal na estetski vidik fotografije, na barve, svetlobo. Spremlja družbene in okoljske teme. Eno njegovih odmevnejših del je bilo spremljanje več 100.000 pregnanih pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja, ki so se leta 2017 iz Mjanmara zatekli v Bangladeš. Na tisoče ljudi je prihajalo vsakodnevno, potem ko so ubežali vojaški hunti in genocidu, ki se je dogajal nedaleč stran. Na eni od njegovih fotografij oče prenaša dečka v košari. Ta je obešena na palico, ki jo oče nosi na ramenih. Na drugi strani palice pa za enakomerno obtežitev visi vse njuno ostalo premoženje. Deček s presunljivim pogledom strmi neposredno v objektiv. Nekateri ljudje so morali hoditi po 10 dni in več, tudi 2 tedna. Nekateri pa manj, nekaj dni so potrebovali, da so se prebili na varno, razmeroma varno območje ob meji. Večinoma so morali od doma zbežati, dobesedno teči, ko so zagledali vojaška vozila, ki so se približevala njihovim vasem. Zato so s seboj vzeli le najnujnejše. Dodaja, da so drug drugemu popolnoma izmučeni pomagali pri prenašanju tega, kar jim je še preostalo in s čimer so morali preživeti v begunskih centrih. Vidiš šibke, stare, bolne, dojenčke, male otroke, ki jih je treba nositi. Številni ljudje tako niso imeli možnosti, da bi s seboj nosili svoje imetje. Le najnujnejše. Demanding or consuming, but it's also a privilege to be able to share your time with them and to feel that you can. Človeka to izčrpa, obenem pa je privilegij, da lahko svoj čas preživiš s temi ljudmi in njihovo zgodbo deliš z javnostjo. Ko ti enkrat zaupajo, da javno poročaš o njihovem obupu, poskušaš to storiti z veliko občutka. Tako da dejansko ne gre za to, da objaviš dobre fotografije s svojim podpisom. Poanta je v tem, da poveš zgodbo tako, da se bo dotaknila ljudi. Pove, da je bila v tistem času aktualna debata, ali se nad Rohingjami res izvaja genocid. Številni so to zanikali.
Vedel pa je, da se res dogaja in po najboljših močeh je to skušal prikazati. It takes a lot of energy, you absorb this sadness, and for me Vzame veliko energije, ne vzameš se te žalosti. Da to občutiš, je zame edini način vizualnega pripovedovanja. Čutiti moram, da lahko povem njihovo zgodbo, videti moram trpljenje, izkusiti moram to kot priča, da mi je po mojem sploh dovoljeno govoriti o tem. That I feel I can be allowed to tell their stories. Leta 2015 je obiskal tudi Gazo. Visiting Gaza, for example, was really moving. Obisk Gaze se me je resnično dotaknil. To je bilo leta 2015, 1 leto po takratni vojni. Ne moram nehati misliti na ljudi, ki sem jih srečal, ne moram pozabiti naših druženj, niti ne njihovega trpljenja. Tomas Monita je pokrival tudi okoljske teme. V domačem Čilu denimo onesnaževanje reke strani rudarske družbe. And you can see how the years of poisoning the river in the Atacama Desert. Vidi se, kako so leta onesnaževanja reke v puščavi Atacama povzročila smrt številnih različnih živali. Obenem pa je onesnaževanje prineslo tudi konec za način življenja ljudi, kakršnega so do tedaj poznali stoletja. Ljudje so prej živeli v čudovitem, zdravem okolju. Potem pa sem lahko opazil ptice, ki so pristajale v strupeni vodi, v pokrajino se je naselila tišina. To je bilo res težko gledati. Dotaknilo se me je. That is a story that really touched me. Imel je privilegij delati za največje medije in to v času, ko je imel na voljo pogoje blizu popolnosti. Pri New York Timesu ga niso obremenjevali s časovnimi roki, niti niso dvomili v njegove odločitve, ko so prejemali račune za namestitev ali prevoz. Obstajalo je zaupanje, on pa je seveda prinašal izstopajoče zgodbe. But you take your own decision in the ground and it's not someone, in New York. Sam sprejemaš odločitve na terenu, ne pa namesto tebe nekdo iz pisarne v 11. nadstropju nebotičnika v New Yorku. Vedeli so, da jih ne morejo. Zaupali so mi, kar je čudovito. Je pa trajalo kar nekaj let, da smo prišli do te točke, ampak ko smo jo dosegli, sem lahko delal boljše reportaže o temah, ki sem jih pokrival. Še vedno objavlja tudi v uglednih svetovnih medijih, večinoma pa dela na neodvisnih projektih. Zadnje čase se posveča uničevanju ekosistemov v fjordih na obalah Patagonije. Krive so ribogojnice z lososi, ki jih izvažajo po svetu. Čile je drugi največji izvoznik gojenih lososov na svetu, takoj za Norveško. My goal is to raise awareness. I don't know the format. It's not easy because no one wants to publish a story that is so critical of such a powerful industry. Moj cilj je povečati zavedanje o tej temi, ne vem pa še, v kakšni obliki bodo fotografije objavljene. Ni enostavno, kajti nihče ne želi objaviti zgodbe o tako močni panogi. Ne moram do muzeja ali kulturnega centra v Čilu, ker ne bodo za, saj je vse prepleteno z denarjem te industrije. Povsod je čutiti njihov vpliv. Težko je priti tudi do ribogojnic, razdalje so ogromne, lokacije so oddaljene. Tam pa se v mreže ujamejo tudi kiti, ubijajo morske leve, onesnažujejo vodo, na tisoče rib umira zaradi te industrije. Whales getting caught in nets or just dying or the killing of sea lions or 1,000 of dead fish. Kakorkoli, imam vse več stikov z lokalnimi ribiči, veliko sem se naučil, tako da postaja nekoliko lažje. Potrebujem še nekaj časa in vse te močne sporočilne fotografije bodo nekje objavljene. I will go out and show it somehow.